Valentin Stanič, preroditelj, vzgojitelj in dobrotnik, je kot zdravnik veliko svojega časa namenil skrbi za gluhe in naglušne. Bil je njihov zaveznik. Menil je, da imajo gluhi, prav tako kot slišeči, sposobnost mišljenja in si zato zaslužijo enakovredno obravnavo, tudi v šolah. Tako so leta 1840 v Gorici ustanovili prvo gluhonemnico, ideja za njeno ustanovitev pa je Stanič dobil že 4 leta prej. Seveda je niso mogli postaviti takoj, niso mogli takoj dobiti učiteljev, zato ker prvič učiteljev ni bilo in denarja ni bilo. Torej je bilo treba najprej zbrati denar in potem pa iskati primerne učitelje in šele potem so lahko ustanovili gluhonemnico, ki so jo v prvem času financirali samo iz privatnih darov. Šele 2 leti po ustanovitvi je cesar odobril podporo, nekaj več kot 2000 goldinarjev na leto, da je lahko delovala. Potem so nekaj let pozneje je gluhonemnica dobila tudi svoje lastno poslopje na Via Seminarijo, kjer pa danes ni več, v Gorici danes ni več gluhonemnice, ker so jo leta 1986 zaprli in preselili njene gojence v Videm. V gluhonemnici v Gorici so počevale uboge šolske sestre de Notre Dame, ki so leta 1886 v Šmihelu pri Novem mestu ustanovile samostan in gluhonemnico za deklice. Pomemben korak pa se je zgodil, ko so leta 1900 ustanovili gluhonemnico v Ljubljani. Ta je stala na mestu, kjer zdaj stoji knjižnica Onkološkega inštituta. V velikem parku nekdanje gluhonemnice pa danes stoji klinični center. Pomembno mesto v zgodovini gluhonemnice zaseda njen nekdanji ravnatelj Mirko Dermel. Ne samo, da jim je omogočil šolanje, on je skrbel za njih še po šolanju. Bil je vodja tudi učnih delavnic gluhonemih v Ljubljani, kjer je zelo dosti gluhonemih našel svojo zaposlitev in pa ne nazadnje je bilo tudi tako, da je on pisal knjigo o gluhonemnici in pa, je pisal knjigo in pa je tudi naredil načrte za ta novi zavod za gluho in naglušno mladino v Ljubljani. Ker je sprejemal vse ljudi, ki so bili potrebni pomoči, to se pravi zlasti, kar se tiče gluhih, naglušnih in pa gluhonemih. Tukaj so se zbirali tudi v času po vojni begunci, tako da je vzel nekaj družin v gluhonemnico, da so imeli lahko bivanje in jih je zaposlil pač za določena dela v gluhonemnici. Nastanek gluhonemnic in kasneje zavodov za gluhe in naglušne je zelo pomembno vplival na samozavest gluhih in naglušnih. Jasno, da je to pripomoglo, zato ker prej niso dobili gluhonemi nobene izobrazbe. So bili mnenja, da so duševno zaostali, da so bedci in se potem niso naučili ne govoriti, ne nobenega poklica se niso naučili. To se pravi, da niso imeli nobene možnosti zaslužka in so se lahko preživljali z beračenjem. In potem, ko so pa nastale te gluhonemnice, se ni nujno, da je gluhonemnica, ampak šole, ki poučujejo tudi gluhoneme, da se znajo sporazumevati z drugimi ljudmi, da se naučijo brati in pisati in da se naučijo kakšnega poklica, je bilo to za njih to neskončna prednost, ker potem so bili del normalne družbe. Niso bili več odrinjeni na rob in so čisto gotovo veliko doprinesli k življenju v državi, v družbi. S tem se jim je začelo vračati človeško dostojanstvo, samospoštovanje, samozaupanje in se je kakovost in vrednost njihovega življenja bistveno spremenila. Če za slepe lahko rečemo, da je bela palica nekaj, kar je prepoznavno na vsakem koraku in je sprejeto, da pač ti ljudje z njo si odpirajo vrata in jih humana družba sprejema, velja znakovni jezik za tisto prepoznavno sredstvo, s katerim se v svetu
gluhih in naglušnih ljudje medsebojno sporazumevajo in s tem izražajo svoj notranji svet, svoj zunanji svet, vodijo komunikacijo in se preko izobraževanja in ustanov, ki jim ponujajo te možnosti, učlovečujejo in zavzemajo enakovredno mesto v družbi. Torej, Staničeva velika zasluga je bila tudi ustanovitev, organizacija in vodenje.